Pozdravljeni! Danes bomo spoznali zapis malih pisanih črk U in V. Čeprav sta si na pogled zelo podobni, pa bomo morali biti pri zapisu zelo pozorni, da bomo upoštevali pravila za zapis posamezne črke in si črki ne bosta postali preveč podobni in ju ne bi mogli prepoznati. Smo pogledali, kako se nalivnik prav drži. Poglej torej, kako je obrnjena konica. Ta mora gledati proti stropu. Pazi, da nalivno pero držiš s palcem in kazalcem in da nalivnika ne držiš prenizko ali previsoko. Pazi tudi, kako sediš za mizo. Bodi pozoren, da nalivnika ne pritiskaš premočno ob podlago, da torej tvoj nalivnik gladko drsi po pisalni površini. Najprej si poglejmo, kakšni sta črki U in V na prvi pogled. Vidimo, da se obe črki začenjata z rokico navzgor. Pri črki U se prva rokica konča s špičko, pri črki V pa z blagim ovinkom. Črka U ima obliko velike tiskane črke U in druga rokica seže do dna spodnje črte. Pri črki V pa je tale dolinica ožja, vendar spodaj ni v špičko, tako kot velika tiskana črka V, ampak je rahlo zaobljena. Vidiš tudi, da se druga rokica začne višje, podobno kot pri črki O. V nadaljevanju si boš pogledal zapis posamezne črke. Glede na to, da nimaš predlog, tako kot si jih imel za prve črke, boš tako kot zadnjič predlogo izkoristil kar na ekranu računalnika ali telefona. Najprej si poglej posnetek zapisa posamezne črke. Po zapisu se ti bo na računalniku naslikala predloga za pisano črko. Takrat, ko boš imel to predlogo pred seboj, posnetek za nekaj časa zaustavi. S prstom nežno nekajkrat potegni potezo po zraku pred ekranom, kot bi to počel po listu. Ko boš potezo nekajkrat potegnil in ti bo poteza posamezne črke prišla v rokico, takrat nadaljuješ z ogledom posnetka. Enako naredi tudi z naslednjo črko. Črko U zapisujemo tako, da gremo naravnost gor do zgornje črte, pri zgornji črti naredimo špičko, zapišemo črko U, tako kot pišemo veliko tiskano črko U, se pravi je širša, gremo potem navzgor, naravnost, se vračamo po tej črti nazaj naravnost navzdol do spodnjega dela in dodamo rokice. Ponovim ponovno, se pravi, tule gremo kar tako dokaj naravnost navzgor, zgoraj naredimo tule špičko, gremo navzdol, oblikujemo črko U, kot jo oblikujemo veliko ali malo tiskano, se vračamo nazaj po črti do spodnjega dela in dodamo rokico. Črko V zapisujemo tako, da naredimo rokico, zgoraj krajši ovinek, potem se pa naravnost vračamo dol, podobno kot črka U, ampak je tale dolinica ožja, se vračamo z ravno črto navzgor, naredimo tule špičko, se samo za kratko vračamo in naredimo rokico zgoraj, podobno kot pri črki O. Poglejmo zapis ponovno, se pravi po strani navzgor, blagi ovinek, ožja dolinica,
navzgor naravnost, se rahlo vračamo navzdol in rokica zgoraj. Na enak način, kot smo si pogledali zapis črk, si bomo pogledali tudi zapis posameznih besed. Najprej poglej filmček, kjer je prikazan zapis besed, nato pa po predlogi potegni s prstom, ne pozabi pa zaustaviti posnetka. Poglejmo si zapis besed in mu. Beseda pomeni pamet. Se pravi Zapišemo črko naredimo zgoraj špičko, torej črko oblikujemo, se vračamo navzdol, dodamo rokico in s to rokico povežemo v črko M. Torej 2 enakomerna hribčka. Beseda Sedaj bomo zapisali še besedo mu. Zapišemo torej črko M. Črko M je zapisano, dodam rokico, torej grem naravnost gor, naredim špičko, zapišem črko se vračam nazaj in črko dokončam. Poglejmo si še, kako zapišemo besedo ven, kot grem ven. Zapišem torej črko V, grem torej navzgor, rahel ovinek, naredim ožjo črko, zgoraj torej rokico in nadaljujem v črko E. Ja? E zapišem in dodam črko N. Podobno zapišem besedo vem. Ja, torej tule zgoraj prej končam rokico in zato tudi zgoraj že kar nadaljujem črko E. Grem pogledat še zapis črke vem. Torej vem, pazim, da je rokica zgoraj, nadaljujem v E, naredim zankico, grem naravnost dol in dodam črko M. Poglejmo si še zapis besede cel in več. Besedo cel zapišemo tako, da zapišemo črko C. Črko C imamo rokico od spodaj, zato E nadaljujemo od spodaj, naredimo ravno črto navzgor in zdaj gremo zapisati črko V. Se pravi blagi ovinek, ožja tale dolinica in rokica navzgor. Poglejmo si še zapis besede več. Zopet zapišem črko V, ki ima rokico navzgor, zato gremo na E zgoraj in nadaljujemo v črko Č. Strešica, ki se ne sme dotikati spodnjega dela. V nadaljevanju si boš najprej pogledal zapis črk in besed v zvezek lisička. Potem se tudi ti sam loti zapisa v zvezek lisička. Bodi pozoren, črke U in V zapisujemo v vrstico s trebuščkom. Vsako črko zapiši po 2 vrstici. Besede pa zapiši po 1 vrstico. Med posameznimi črkami in besedami puščaj zaprstek prostora. Pomagaj si s primerom mojega zapisa. Črko U torej zapisujemo v vrstico s trebuščkom.
začnemo na spodnjem delu, naredimo poševno črto navzgor, špičko in zapišem črko U, tako kot jo že znam. Se vračam navzdol do spodnje črte in dodam rokico. Spustim za prstek prostora. In grem zopet. Poševna rokica navzgor, špička, črka U, se vračam naravnost navzdol, spodaj naredim rokico. Dokončam tako celo vrstico U-jev in zapišem še eno vrstico U-jev. Takole do konca. Poglejmo si še zapis črke V. Črko V tudi zapisujemo v polje s trebuščkom. In grem po strani navzgor, s tem, da zdaj ne naredim špičke, ampak rahel ovinek. Tale vdolbinica je ožja, grem nazaj do zgornje črtice, se rahlo pomaknem navzdol in dodam rokico. Rokica potem seže do te sredinske črte. Ponovno pokažem, za prstek prostora spustim, torej po strani, ožje navzdol in rokica spodaj. Zgoraj, pardon. Pazim, da ne grem prenizko z rokico, da se mi ne zgodi to. Ja? Ker to potem več ne vem, ali je črka U ali je črka V. Poglej si še zapis besed. Zapisala bom najprej besedo Torej zapišem U, rokica navzdol in se vračam in povežem s črko M. Dodam rokico do sredinske črte. Spustim prstek prostora in besedo zapišem še nekajkrat. V naslednji vrstici zapišem besedo mu. Dodam torej M in ker imam M rokico spodaj, tudi od spodaj vežem črko U. Pazim špičko, zapišem črko U, naravnost dol in rokica. Zapisala bom tudi besedo ven, torej V, rokica tule je zgoraj, zato grem črko E od zgoraj narediti, grem naravnost dol in dodam črko N. Na podoben način zapišem besedo vem, torej V, zopet rokica samo zgoraj, zato je zanka za E tudi zgoraj, naravnost dol, rokica in povežem s črko M. Zapisala bom tudi besedo cev. Zapišem torej črko C, pazim, da je hribček pri C-ju dovolj globok, se vračam, zapišem E tokrat od spodaj in dodam črko V. Pogledam tudi zapis besede več. Torej, zopet začnem zapis s črko V, dodam zgoraj zankico za E in nadaljujem s črko Č. Takole. V delovnem zvezku za opismenjevanje lahko na strani 94 do konca zapišeš črke U in na strani 100 zapišeš črke V. Črke R še nismo spoznali, jo bomo prihodnjič, zato jo tokrat ne pišeš. Prav tako ne zapisuj besed na teh straneh, ker bomo to storili v enih naslednjih ur, ko bomo spoznali tudi črko R. Bravo! Zaključili smo še eno uro slovenščine in danes spoznali že 9. in 10. malo pisano črko. Koliko nam jih je še ostalo? Ne pozabi, vaja dela mojstra in če bova z učiteljico Katarino videli, da se trudiš, bova naslednji teden
pripravili obravnavo naslednjih pisanih črk.